Torej, še enkrat pozdravljeni na našem drugem jesenskem dogodku. Tokrat sta naša gosta dr. Borut Klabjan in seveda in dr. Gorazd Bajc. Oba sta zgodovinarja, raziskovalca, profesorja, prevajalca in še marsikaj. Vendar ne povezujejo samo zgodovina, oba sta rojena Tržačana, študirala sta v Trstu in Ljubljani, imata bogate reference in na njuna dela, monografije in prispevke se lahko prepričate na internetu. Z doktorjem Borisom Jesihom, predsednikom Slovenske izseljenske matice, sva se dogovorila, da razpravo o knjigi Ogenj, ki je zajel Evropo in vzponu fašizma oziroma neofašizma v Italiji in širše v Evropi, izvedemo v sodelovanju med obema organizacijama. Razpravo bom povezoval Marjan Šetinc, predsednik Slovenskega društva za mednarodne odnose. V Evropi smo priča nezadržnemu širjenju skrajno desnega populizma. Na naslovnici The Economista, ki je izšel 16. septembra, torej pred 14 dnevi, je slika obritoglavca z napisom The real threat from Europe's hard right. Torej, trda desnica je resnična nevarnost Evrope. V vodilnem članku, to je ta naslovnica, v vodilnem članku analizi pa sledi zemljevid skrajnega desničarstva v Evropi. Torej, koliko ga je po posameznih državah. Ko o tem članek piše, tako cenjen medij, govorimo o resni, alarmantni zadevi. Zemljevid je objavilo tudi Delo, tisti, ki se morda ste prebrali. V Italiji, na Poljskem in Madžarskem vladajo skrajno desne stranke, v mnogih drugih pa se te krepijo. Za Slovenijo, še posebej Slovence v Italiji, je to zaskrbljujoče. Se pritiska na manjšino v preoblečeno demokratični, modernizirani obliki. So kakšne paralele s časi, ki jih zajema knjiga pred nami. Naslov Ogenj, ki je zajel Evropo, je sam po sebi poveden in seveda napoveden. To je knjiga o vzponu fašizma. Fašizem se ni rodil z Mussolinijem, gotovo sega v 19. stoletje, čeprav ni bil označevan z besedo fašizem. Etnična čiščenja v kolonijah ali nacionalno mešanih ozemljih, segregacija, ločevanje po veri in prepričanjih in podrejanje manj vrednih ras, danes tudi migrantov in manjšin, je nekaj, kar je po prvi svetovni vojni dobilo velik zagon. Požig oziroma požigi in napadi na manjšine, na manj vredne rase, ki ga lahko izvaja višja civilizacija, je doseglo vrh s fašizmom in nacizmom. Dogajalo pa se je skozi zgodovino povsod po svetu, dogaja pa se tudi sedaj, še posebej za ograjami tako imenovanih nacionalnih držav, pa tudi pod okrilji in pretvezo demokracije. Požig Narodnega doma v Trstu 13. julija 1920, mimogrede, dan kasneje je bil požgan Narodni dom v Puli in vse, kar je sledilo logiki velikih sil, ki so podprle in same počele podobne in še hujše zločine, ko so si delile svet.
Zasedba s Slovenci poseljenih ozemelj je predstavljala priročno kolonizacijo neciviliziranega naroda, v narekovajih. Mimogrede v torek, 3. oktobra, je bila obletnica napada Italije leta 1935 na Etiopijo, Abesinijo, kjer so umrli številni Slovenci, mobilizirani v italijansko vojsko, o čemer je, slučajno sem slišal, na Radio Koper govoril dr. Bajc. Omenil je tudi druge imperialne aspiracije in dejanja Italije. Opisi političnih in zgodovinskih dogajanj, obravnavani v knjigi, so izjemno vodilo za razumevanje slovenstva in boja za obstoj Slovencev kot naroda. Avtorja bosta sama najbolje povzela mednarodne razmere, ki so spodbudile fašizem, in kako je prišlo do tako ekstremnega naboja pri množicah Italijanov, da so na povelje požigali in pobijali. Torej, najprej predajam besedo dr. Bajcu. Ne. Smo rekli prej. Ja. Bom jaz, ker še začel. Najprej lep pozdrav. Zahvaljujem se vam za to prijazno povabilo, to lepo uvodno predstavitev. Hvala organizatorjem, društvu in Slovenski matici. Najprej bom začel s temo, ki ste jo vi nekako uvedli, z ponovnim prebujanjem fašizma v Evropi in skrajne desnice, zato da bom, na to bom predal besedo Gorazdu Bajcu in na to seveda prepustil vam besedo. Verjamem, da se bo razvila zanimiva diskusija, vprašanja in podobne pripombe. Najprej pa bi začel na tak način, da se ponovno pokaže v današnjih dneh, kako je Primorska, kako je ta naš prostor severnega Jadrana, če ga v nekem širšem kontekstu vzamemo, neke vrste barometer dogajanja na regionalnem in celo na evropskem nivoju, morda lahko vzamemo celo širše na globalnem nivoju, če gledamo, kako spremljamo namreč, kaj se dogaja v Združenih državah Amerike in dlje. Tako da se mi zdi, da lahko iz nekega mikrokonteksta, kot je ta naš majhen primorski ali malo širši prostor, spremljamo dogajanje mnogo širših dimenzij. To je bilo, tak je bil namen. Zakaj? In to bom mogoče se k temu lahko vrnemo potem v diskusiji, zato ker to opažam in to smo opazili pri pisanju, to se mi zdi en izmed tistih ključnih elementov, en izmed rdečih niti te knjige, kako niti najbolj skrajni od vseh obritoglavcev, kot je tisti recimo na platnici Economista, niso dobili dovolj v preteklosti in verjamem, da niti v trenutnem času niso dovolj za to, da pride do požiga narodnega doma, če tako uporabim. Potrebno je, da je širša plast prebivalstva, od konzervativnih strank do bolj zmernih sil, če ne rečem tudi celotnega političnega spektra, zato ali pa nekako naklonjena ali pa popustljiva do najbolj skrajnih oblik rasizma, fašizma in tako dalje. Tako da to je ena zadeva, o kateri bi lahko na zaključku pač vam jo nekako ponudim v razmislek, zakaj. In na tak način se vrnem in pričnem pri najini knjigi, ki nalašč ima tak naslov. Ne gre za zgodbo lokalnega tipa,
samo za analizo neke vroče poletne noči sredi julija 1920 v središču Trsta, ampak požig Narodnega doma jemljeva kot osišče za razlago mnogo širših dimenzij. No, prav iz tega in na podlagi tega me je pred že 4 leti in s tem namenom kolega dr. Bajc povabil k sodelovanju. To je bilo poleti 2019, me je nagovoril, naslednje leto 100. obletnica požiga Narodnega doma, ki bi si seveda zaslužila neko monografijo. In po mojem začetnem obotavljanju se je potem izkazalo, da je temu res tako. Dejansko o temi, ki je v zadnjih letih središčna tema na ravni slovensko-italijanskih odnosov, in seveda je Italija naša največja soseda in ena izmed pomembnejših držav na evropski in mednarodni ravni, ena izmed tistih tem, ki so bili središčni v teh temah, o tem, razen nekaj stavkov o tem, da so nam sredi 13. julija 1920 fašisti požgali Narodni dom, kaj dosti več o tem nismo vedeli. No, in skratka, ob bližanju 100. obletnice tega pomembnega dogodka, hkrati pa ob presenetljivo majhnem ali pa skromnem vedenju, ki ni bilo samo vezano na splošno publiko, ampak tudi med zgodovinarji, razen nekaj osnovnih podatkov, je bilo vedenje dokaj razpršeno. No, iz te potrebe pa se potem lotila raziskovanja. Raziskovanje, ki je sicer se ni pričelo, seveda po leto prej, leta 2019, ampak se s temo, recimo, primorska zgodovina oba ukvarjava že od samega začetka najinih študijskih raziskovalnih poti. Sproti, ko sva pisala doktorate, oba sva zbirala v raznih arhivih gradivo, ki se je nanašalo bodisi specifično na tale dogodek, ampak tudi na vse to, kar je požig spremljalo. Hkrati pa se je pokazala potreba po nekem bistveno bolj analitičnem okviru, zato da požig postavimo v da mu damo tudi pravilno vrednost, da uspemo to oceniti. Za nekaj takega je bilo potrebno razširiti najin fokus, bodisi v času, bodisi v prostoru. V prostoru v smislu, da je bilo potrebno seveda poseči po enem širšem dogajanju, ki se je takrat dogajalo v Italiji, ampak tudi v širšem jadranskem prostoru, z upoštevanjem bodisi italijanskih, bodisi jugoslovanskega prostora v celoti, ampak ponavljam tudi z razširjenjem na evropsko raven, kako se je takrat v času, ko se je sesul sistem večnacionalnih imperijev, ki je do takrat vladoval dobro polovico evropske celine, dejansko sesul in kako je bilo potrebno zgraditi Evropo na novo. In to gre seveda je bistveno širše kot samo neko poglavje v slovensko-italijanskih ali pa jugoslovansko-italijanskih odnosih. Po drugi strani ne gre samo za prostor, ampak gre samo za čas. In seveda kot zgodovinari ne moremo mimo tega z ukvarjanjem z časom. In tukaj je bilo potrebno seči nazaj v 19. stoletje, iz katerega sva črpala tiste osnove, ki kažejo, da se je fašizem ni izrodil samo z nekim pohodom na Rim oktobra 1922, ampak je v bistvu lahko črpal iz nekega humusa
ki je tlel že bistveno prej. Seveda na različne načine, v različnih okoljih na različne načine. Dejansko pa je bil ta iredentizem, nacionalizem, ki je bil prisoten v jadranskem prostoru od druge polovice 19. stoletja dalje, eden izmed tistih elementov, ki je vsaj v tem prostoru napajal in vplival na nasilni karakter fašizma. Daleč od tega, da bi bil fašizem drugod po Italiji nenasilen. Ampak v naši študiji in drugih, katerih se črpamo in s katerimi povezujemo najino delo, se dobro pokaže, kako je bilo to nasilje prvič bistveno bolj nasilno kot drugod po Italiji, bodisi po intenziteti, bodisi po številu napadov, prvič. Drugič, kako je bilo to namenjeno ne samo proti političnim nasprotnikom, kot je bilo recimo v Milanu, v Firenzah, v Romaniji, v Emiliji in v Toskani, kjer so bili seveda napadi in spopadi med fašisti in njihovimi nasprotniki nič manj krvavi, kot so bili recimo v tako imenovani Julijski krajini, ampak tudi proti tisti, ki so nekako predstavljali etničnega sovražnika. In to smo bili Slovenci in Hrvati, ki smo v tistem času po prvi svetovni vojni predstavljali približno polovico prebivalstva regije, ki pa glede na obdobje, o katerem govorimo, in govorimo o letu 1919, govorimo o letu 1920, še ni bilo priključeno Italiji, ampak je bilo seveda zasedeno z strani italijanske vojske, kot se je Italija dogovorila z velikimi antantnimi silami, zmagovalkami prve svetovne vojne, ki so v dogovoru, v katerem je to območje veljalo za nagrado za to, da Italija zamenja stran in pristopi v vojno na strani antantnih sil. Takrat pa seveda je bilo potrebno prikazati to območje kot, če že ne izključno, ampak vsaj večinoma italijansko, in tu so bili seveda je bilo sprejetih cel kup ukrepov, v katerih ne gre razglabljati, verjamem, da jih vsi poznate. Zato, ampak v ta kontekst je potrebno seveda umestiti požig Narodnega doma, tisto poletje 1920. Ponavadi, ko se pri predstavitvah se v svoji pripovedi izmenjujeva, zato, če dovolite, bi jaz kar v tem trenutku predal besedo Gorazdu Bajcu, da bo on tukaj na tej točki nadaljeval in potem bom jaz še kakšno zadevo povedal malo kasneje. Se strinjaš, Gorazd? Okay. Ja, tudi z moje strani najlepša hvala za povabilo, organizacijo, pobudo, za predstavitev knjige, ki jaz osebno seveda je težko o svojih zapisih dati eno oceno, pa vendar lahko rečem, tako bi morali biti po mojem mnenju vse zgodovinske knjige, da ni politically correct, je historically correct. Mi ne potrebujemo politically correct, kot se dogaja v politiki in tudi večkrat tudi v diplomaciji. Zgodovinopisje je nekaj drugega. Še nekaj glede knjige. Dobila sva veliko laskavih ocen. Ena izmed najzanimivejših, če ne morda res najbolj zanimiva, je bila strani pokojnega pisatelja Borisa Pahorja, ki je, in to dobite tudi na internetu, na YouTubu, je izrazil mnenje, prepričanje in upanje, da knjigo morajo prebrati vsi Evropejci. Zakaj? Ker v tej knjigi so korenine tega zla, ki je potem zajel Evropo.
Knjiga je obsežna, 456 strani je slovenska verzija, malo manj je italijanski prevod, o tem bomo omenili tudi pač malo pozneje. Marsikaj je v tej knjigi, povemo vsaj nekaj iztočnic, ali pa tisto, kar bo verjetno zanimivo in zaradi tega boste morda še raje jo brali. V knjigi je predzgodba Narodnega doma, je gradnja, so problemi že pred fašizmom, vsaj tistim uradnim fašizmom, je breg prve svetovne vojne, je novi svet, nova Evropa po prvi svetovni vojni, kamor spada ta zgodba. Požig in potem se zgodba nadaljuje. Ko je kolega Borut Klabjan rekel skromno vedenje, odprla sva nekaj poglavij, ki so sploh bile v zgodovinopisju, in to ne samo v slovenskem, absolutno brez še nobene podlage. Na primer, kaj se zgodi z Narodnim domom po požigu, kaj se zgodi z osebami, ki so bile oškodovane, torej odškodnine, kaj se zgodi z Narodnim domom po drugi svetovni vojni. In ne samo v zadnjem obdobju, ki ga morda vsi poznate, ker ste mu sledili, ker je bilo tako odmevno, ko je prišlo do začetka vračanja Slovenske narodne skupnosti ob stoletnici požiga. Torej, vse to, kar je bilo rečeno, tudi časovno je daljša zgodba. In v bistvu mora biti daljša zgodba, ker Narodni dom, čeprav so ga Slovenci izgubili, so ga potem morali konkretno prodati, to požgano nepremičnino, so se zanj seveda zanimali, vendar je bilo vmes toliko veliko drugih problemov za slovensko manjšino, da to ni bila vedno prioriteta številka 1. Lahko bi celo rekel, da kakšenkrat je bila prioriteta številka 2 ali celo 3. Razumljivo, odprto je bilo ogromno primerov. Slovenska narodna skupnost v Julijski krajini ali na Primorskem in v Istri je doživela veliko drugih nasilij. Je pa bilo zelo simptomatično, recimo po drugi svetovni vojni, ko to območje sporno, poznamo cono A, Julijske krajine, in potem cona A, Svobodno-tržaška ozemlja, ko so si prizadevali in so tu bili zavezniki, Anglo-Američani, ki so bili gospodari, je vsakič prišlo do tega, da ko so bile zahteve, se je nekje zataknilo. Zakaj? In to je nesreča Narodnega doma v bistvu v takšnem kontekstu, ker je v centru mesta. Niso želeli v italijanskih nacionalističnih krogih dovoliti, da je slovenska prisotnost uspešna, ker to je bila krasna palača, v centru mesta, v zgodovinskem centru mesta. Slovenci so lahko na obrobih, če so v mestu, so lahko perice, so lahko kmetje ali pa delavci, ne pa uspešni. In ne samo politično, tudi gospodarsko. Ne vem, če poznate, kakšna je bila ta stavba Narodnega doma. To je bil en biser. Imela je restauracijo, imela je kavarno, imela je en hotel, imenovan Hotel Balkan, imela je društvene prostore, krasno gledališko dvorano. V toplih mesecih so lahko odprli streho, da so videli med predstavami zvezde. Prvi kinematograf je bil, pa kegljišče so imeli, zgornji prostori so bili tudi stanovanja, ki so dajali najem, torej stavba se je tudi samo financirala. Stavba je bil en pravi biser in je bil v centru mesta in Slovenci so ga postavili, in to je bil problem za italijanske nacionaliste, niso hoteli tega sprejeti. In to niso samo takrat, ko je bil fašizem, pozneje, do danes, do včeraj. Poglobila sva, torej, marsikatero novo vprašanje, poglobila sva seveda tudi vprašanje tistega 13. julija 1920. Kaj se zgodi? Nekatere zadeve so nekateri zapisali, vendar sva šla precej poglobljeno še v ta usodni 13. julij.
Veliko je dokumentacije v tržaških arhivih, v rimskih arhivih. In tukaj kot zgodovinarja je bilo to mukotrpno delo, ker sva šla od dokumenta do dokumenta, od vejice do vejice. Zakaj tudi? Čisto enostavno, če tiste dokumente beremo brez ene zgodovinske metode, lahko komot rečemo v 2 stavkih, da tisto, kar nekateri še vedno trdijo, drži, da so si sami Slovenci požgali narodni dom, oziroma da so oni sami krivi. Medtem ko zgodovinska metoda nam veleva, da moramo brati epistemološko, primerjati z drugimi viri in ugotovimo, da zadeva je bila dosti bolj komplicirana. In ugotovimo nekaj zelo zanimivega. Govor je bilo o fašizmu, o fašistih. Ja, okoli Narodnega doma Požiga se fašisti pojavljajo, vendar veliko manj, kot si lahko predstavljamo. Fašisti so protagonisti tistega momenta, ko napadajo, udrejo in požgejo. Pa niso oni pravi protagonisti. V ozadju je soodgovornost, če ne odgovornost, oblasti. Vojaških krogov, policije, karabinjerjev, teh posebnih, tudi ena posebna služba za varovanje, podobno tem policajem, tem Robocop, kot jim pravijo, ki so bili nalašč, zato da preprečijo demonstracije. Kaj se je zgodilo? Tistega dne je bilo napovedano, da bo prišlo do velike napetosti. Bili so pripravljeni. Ogromno je bilo vojakov, ki so stražili najpomembnejše lokacije v mestu in največ vojakov je bilo za sam Narodni dom. A kljub temu, ko pridejo tudi fašisti, in konkretno jih ne pride veliko pred Narodni dom, govorimo par 100, in stražilo je en par 100 dobro oboroženih policajev in vojakov. In ti kljub temu lahko uspejo odreti in požgati. Torej, kaj prikažejo? Prikažejo tukaj soodgovornost, ki se kaže v tem, kot sem rekel, da tukaj nihče fašiste ne ustavi, kot tudi v prejšnjih dneh je tudi zelo zanimiva propagandna vojna, ki se prične odvijati na tem območju v časopisih. In poznejših dneh, ko italijanske oblasti na lokalni ravni skušajo stalno opravičevati, da je prišlo do neredov, ker so bile provokacije Slovanov, kot so rekli, ali pa Jugoslovanov, da tukaj v bistvu je prišlo do ljudskega besa, ljudstvo je ustalo in proti ljudstvu, ki ustane in gre manifestirati, nihče je ne more ustaviti, te reke, in torej zgodilo se je pač to, kar se je zgodilo. No, napovedovali so tudi sodne preiskave. Napovedovali so tudi proces in tudi zbrali veliko pričevanj, ki smo tukaj tudi analizirali. Do pravega procesa nikoli ni prišlo. Lahko si vsakdo izmed vas ustvari vprašanje, zakaj do tega ni prišlo. A tistega poletnega vročega večera leta 2020 v Trstu so bili prisotni tudi nekateri drugi. In tukaj sva z Borutom analizirala tudi poglede s tretje strani, kot se temu reče. Bilo je veliko tujih diplomatov v Trstu. Konkretno sva tukaj analizirala, kako so poročali generalni konzul Češkoslovaške, generalni konzul Velike Britanije, konzul Francije in konzul ZDA. In njihova verzija ni takšna, ki je italijanskim oblastem všeč. Ne v Trstu in ne v Rimu. In takoj, ko na italijanske strani vidijo, da tuji diplomati na zadeve gledajo drugače od uradne resnice, tako je tukaj ena ofenziva proti tem diplomatom. In na nek način tudi uspejo jih utišati. Zakaj? V ozadju je realpolitik. Zavezniki želijo na tem območju mir, na tem območju želijo, da se Jugoslavija, oziroma Kraljevina SHS in Italija domenita za to mejo. Skratka, pričakovanju smo Rapalla, ki se zgodi novembra tistega leta 2020. Tudi Beograd protestira. Tudi Beograd zelo ostro protestira. Tudi kako slovenska javnost v takratni Sloveniji, tudi to smo analizirali. No, pri Beogradu naj samo to dodam. V določenem trenutku
požig Narodnega doma in druga nasilja, v istem večeru je 21 nasilij, hudih in izgredov proti slovenskim ustanovam. Beograd se omeji na proteste glede samo dveh lokacij. Dveh lokacij, kjer je bilo predstavništvo, ni bil še konzulat, predstavništvo Kalvina SHS v Trstu. Skratka, tudi uradni Beograd pomete pod preprogo ta problem Narodnega doma. Moramo priti do razmejitve. Kot je bilo rečeno, se ne zaključi vse v Trstu z požigom, 20 drugih, skupno 21 napadov na trgovine, na odvetniške pisarne, na razne banke. Naslednji dan je požig Narodnega doma v zelo podobni dinamiki v Pulju. In potem se nadaljuje po Istri. Ni bil to slučaj. Vse lepo, vse dobro, kar se zgodi po enem takšnem požigu, če pride do tega, da kdo potem tudi to prizna, nobenega priznanja. In tu nastopi še en del knjige, in tukaj sem hotela z Borutom od makro zgodovine iti tudi na mikronivo, kaj se zgodi z osebnimi zgodbami tistih, ki so bili v Narodnem domu, ki so vse izgubili, ki so iz dneva v dan se znašli na cesti, in kako so prosjačili od Judeša do Kajfeža glede teh odškodnin. In pri teh odškodninah sta potem izpostavila en primer tega Franz Strah, ki je v bistvu najbolj zanimiv in najbolj tragičen. Franz Strah in njegova pravica, kot Klepac Jernej. Druga svetovna vojna se nič ne zgodi z Narodnim domom, se zgodi nekaj drugega. Druga svetovna vojna se spremeni razmerje moči. Italijanska stran po 8. septembru 1943 izgubi svojo moč na tem območju in tukaj zanje je grožnja, kaj bo na koncu vojne, če pride prvi Tito. In takrat je nekaj zelo zanimivega. Tukaj sva nakazala, to bi lahko bilo vredno še širše. V italijanskih protifašističnih krogih začnejo med vojno, ko se bojijo, kaj bo z mejo, obljubljati, da bodo po vojni, ko bodo premagali fašizem, Slovencem in vsem na tem območju dali vse pravice. Seveda, s tem, da se meja ne sme spremeniti. Meja se ne spremeni, zavezniki so po drugi strani vojni in zavezniki se dobro zavedajo pomena simbolnega tudi, ki ga ima ta Narodni dom za Slovence, nočejo pa se zameriti Italiji, ker v Italiji bi bilo prehudo, če bi to stavbo vrnili v centru mesta. Tako leto 1954, kot dobro veste, Londonski memorandum, kjer je neka obljuba pisna strani Italije, ki pa ne govori o Narodnem domu. Govori o izgradnji novega doma, to je bil kulturni dom. S to bistveno razliko. To potem zgradijo šele 10 let pozneje, leta 1964. Lokacija pa je izven centra mesta. Obljube so tudi glede Svetovanskega narodnega doma, glede Rojanskega, se pa nič ne premakne. Se pa nič ne premakne niti v poznejših letih. Slovenska narodna skupnost si tudi za to prizadeva, vendar so odprti tudi drugi problemi. Pravzaprav si še manj prizadeva, kot bi si lahko predstavljali, vsaj glede poskusov, pravnih poskusov za neko zaščito za celotno manjšino. Dokler ne pride leto 2001 z zaščitnim zakonom za slovensko manjšino v Italiji, kjer je 19. člen, ki pravi, da bo prišlo do vrnitve v uporabo, ne v last Slovencev. Bodi si glede Svetovanskega narodnega doma, bodi si tega osrednjega v Trstu, bodi si glede trgovskega doma v Gorici. Podobna zgodba je pač tudi tam. Od 2001 dalje kar nekaj let mine in se tu zadeve ne premaknejo. Dokler novembra 2017, ker očitno je diplomacija v ozadju tukaj delovala, novembra 2017 pride do tega, vsaj v javnost pride na srečanju Alfano Erjavec, zunanji minister Italije in Slovenije, do te napovedi, da bo v obdobju čez nekaj let, da bo prišlo do vrnitve Slovencem Narodni dom.
Kaj se zgodi leta 2020 s tem, da se ta 19. člen v bistvu potem poznaje tudi spremeni? Ni več, Slovenska narodna skupnost postane lastnik. Kdo postane neka fundacija. Je tukaj že zadeva končana, urejena, v praksi pravzaprav še plujemo dalje, če lahko rečem tako, ko smo zraven morja. Največji optimisti 2020, pred nekaj leti, so takoj napovedali, da vsaj 10 let bo minilo, preden bo prišlo do konkretne vselitve v Narodni dom. Namreč v tem Narodnem domu domuje en del Tržaške univerze, mora dobiti, popraviti lokacijo, kamor se bo preselila, torej bo dolga maša. To je ta zgodba, zelo na kratko, ker če ne, nihče ne bo bral pač tele knjige. Politically correct? Ne more biti. Historically correct? To je edina pot. In ni samo za to našo zgodovino. Je tudi za celotno Evropo. Dokler se tega Evropa ne bo zavedala, tisti problem, ki ste ga vi načeli glede fašizma, ga ne bo rešila. Ja, hvala. Kar nadaljujte. Ja, lahko jaz samo še dve zadevi, potem prepustim vam besedo in publiki. Zato, ker bi rad sam še dve zadevi podčrtal, oziroma en par ključnih točk, ki se mi zdijo nujne za razumevanje tega in zato, da bodo tudi poslušalci še bolj zavzeto vzeli to knjigo v roke, je to prvič, da je potrebno poudariti, da v bistvu fašisti z napadom na Narodni dom opravljajo umazane posle, ki jih država v tistem obdobju ne sme opravljati. Tako se je zgodilo z mnogimi drugimi nasilnimi pohodi. V tistem času sledijo namreč drugi dogodki, od napadov na posameznike do večjih napadov ob priliki parlamentarnih volitev leta 1921, do napada na delavsko četrt pri Svetem Jakobu. Skratka, tu se je en kup indicov, kjer pokaže, da so v bistvu fašisti tista tako paravojaška formacija, ki opravlja tisto, kar se neka uradna seveda ne sme privoščiti, neke uradne sile javnega reda, če tako imenujemo. Tako da se to pokaže v tem primeru zelo jasno. Ampak v tem smislu, zakaj je Narodni dom pomemben? Ali zato, ker je tako imenitna lepa palača, seveda, ampak konec koncev še vedno neka palača. To je pomembno, zato ker predstavlja metaforo, okrog katere se vrti prvič odnos mesta do Slovencev, se vrti odnos italijanske družbe do Slovencev, odnos Slovencev do samih sebe in odnos Evrope do lastne različnosti in odnos, ki ga ima neka družba do različnosti. V bistvu termometer demokratičnosti neke skupnosti. Zato je Narodni dom pomemben in v tem smislu ga tudi jemljeva in obravnava. To je bilo, če pomislimo iz slovenske perspektive, to je bilo dolga desetletja največje in tudi edino slovensko mesto. Takrat, v času, o katerem govorimo, je to Trst takrat imel 230.000 prebivalcev, od katerih je bila približno 1/3 Slovencev. To se pravi, okrog najmanj, če štejemo samo po tistih podatkih 70.000. V tistem času je Ljubljana imela 50.000, od katerih je bila približno 1/3, če ne še kaj več Nemcev. To se pravi, da je bilo Slovencev v Trstu najmanj dvakrat toliko, kot je bilo Slovencev v Ljubljani v tistem času. Tako, tam je bila tista slovenska prisotnost, ki je Slovencev dajala recimo dinamičnost. Če nekdo hotel uspeti med Slovenci, ni šel nikamor drugam, je prišel v Trst. In zato in Trst je bilo tisto mesto, ki je bilo v tistem času med Slovenci dejansko pravo edino mesto. In zaradi tega je odnos do Narodnega doma, je tudi odnos Slovencev do samih sebe. Je se pa seveda tudi odnos italijanske družbe do lastnih someščanov. In zakaj
je tukaj središče mesta tako pomembno. Ne gre za neko iskanje prostora, ker se Trst širil, ker postaja vse večji in tako naprej. Ne gre za nek fizični prostor. Gre za mentalno pojmovanje, ker je središče mesta seveda središče civilizacije, uspešnosti. To je nova meščanstvo v 19. stoletju si zamišlja mesto kot center, kot središče lastne uspešnosti. In iz tega seveda izžareva svojo samopodobo. In si jo seveda samo osmišlja z mestom, ki je civilizirano, ki je bogato, ki je kulturno, v nasprotju z nekim barbarskim, kmetavzarskim podeželjem, ki ga v času nacionalizmu seveda poosebljajo, podotranjajo na tak način, da etiketo mesta, civiliziranosti sprejme višja italijanska kultura, medtem ko je barbarski podeželski kmetavzer Slovenec oziroma Slovan, neka splošna entiteta. No in zato nima v središču mesta Slovenec domovinske pravice. Zato ga je potrebno, če ga sprejmemo samo kot nekega razredno nižjega ranga, od perice do pristaniškega delavca, ne pa kot seveda sebi enakovrednega. Zato ga je potrebno marginalizirati in pustiti na obrobju. No in zaradi tega je središče mesta, kot ga imenuje takratni tržaški župan, sveta italijanska tla. No in na teh svetih italijanskih, na teh tleh, seveda, Slovenci nimamo domovinske pravice. In zato jih je potrebno pač pustiti in na obrobju. To je seveda v tej interpretaciji zelo za nazaj relativno enostavno omejiti na obdobje fašizma. Zdaj, nihče ne bo oporekal, da je bilo fašizem nekaj, in to govorimo o klasičnem fašizmu, fašistični diktaturi do leta 1943, nihče ne bo temu oporekal, da je bilo nekaj napačnega, nekaj slabega, nekaj negativnega. Stvar je, da ta vprašanje središčnosti mesta se ne konča z fašističnim režimom leta 1943, ampak se nadaljuje v naslednjih letih. In v ta kontekst je potrebno seveda postaviti to pregrado, ta apartheid, ki ga je italijanski Trst izvajal v odnosu do Slovencev. Zato je kulturni dom, ki je po sebi tudi fantastična, zelo lepa stavba, tam, kjer je v ulici Petrovnjo, ki je izven mestnega središča. Ampak seveda tukaj spet ne gre za neko pomanjkanje fizičnega prostora v mestnem središču, kajti opisujeva v knjigi, kako so Slovenci na razne načine skušali priti do svojega narodnega doma ponovno tam, kjer je stal, in to bezuspešno. In zato v tem smislu predstavlja Narodni dom neke vrste metaforo za odnos do Slovencev in do odnosa do različnosti, do drugačnosti. V tem smislu je neke vrste, kot sem prej rekel, termometer demokratičnosti neke družbe. Evo, toliko sem še imel za povedati glede tega razumevanja, ki se mi zdi, da ključne točke za to, pač za celotno, za rdečo nit, ki se veje čez celo knjigo. Ja, hvala za te zelo zanimive prikaze. Jaz nimam tukaj nič drugega za reči, kot da odpiram razpravo. Če se kdo javi, dobrodošlo. Če ne bi pa jaz morda, omenili ste že to vzdušje v Trstu, ki je nastalo in se v tem obdobju, ki ga vidva pokrivata, teh 100 let. Mene zanima,
a je to kaj spodbudilo, zagon, ustvarilo zagon nekemu narodnemu prebujanju, ker to je bil tako bi rekel, krut dogodek, ki je moral nekako v zavesti večine Slovencev, ki živijo ali pa so živeli tam, da je moralo spodbuditi neka čustva. Ker se mi zdi, da to še danes ima emocionalni naboj. Tudi po tolikem času, ki je šel mimo. In to verjetno tudi vpliva na naš, kako bi rekel, videnje Italije, italijanstva. Ne vem, če se motim, ampak zdaj se govori, da je z Schengenom so se stvari spremenile, ampak ne vem, če je kaj se spremenilo v nekih simbolnih zadevah. Samo omenim eno stvar, ki sem jo zagledal pred 4-5 leti, sem bil v Apuliji, v mesto Alberobello, ki je tako znamenito, tudi sam veleposlanik Grabovšek me je spomnil, ko sem rekel, jaz prvič videl to, ampak v Alberobello je via Banščica, je via Caporetto, je via Fiume. Se pravi, na simbolni ravni ohranjajo neke stvari zelo globoko vgrajene v ta italijansko, bi rekel, dušo, če se smem tako izraziti. Kako bi vidva to komentirala? To glede cest, ulic, tudi ko pridemo v Ljubljano, je Tržaška ulica, ne? Ali pa cesta, ne? In ni samo ta, mislim, da to je precej tipično. To glede ulic povadi je bolj, ki se bolj s tem ukvarja. Ja, zdaj bo rekel tako. Vsaka država, vsaka skupnost ima do zgodovine en selektiven spomin. To brez nobega dvoma. Tudi sami Slovenci ga imajo, oziroma ga imamo. Tudi ena narodna skupnost, recimo kot so recimo Slovenci v Italiji, se upravičeno zgraža, ker je v Ljubljani ne poznajo, sama ta narodna skupnost pa ne pozna recimo marsikaj o Ljubljani ali pa recimo o Slovencih v Avstriji, oziroma na Koroškem, da ne govorimo o Slovencih v Porabju in Slovencih na Hrvaškem. Torej, selektivnost zgodovinskega spomina je zelo velika. Je pa res, da tukaj, če govorimo o tem, da vsekakor je treba tudi med narodi, in to je, bom rekel, zelo evropsko, in načelno, jaz sem vse za to, da se gre v tole smer, načelno, da kljub vsemu, če so bili narodi ali pa države v zgodovini si sovražne in tudi so se klali, da ni nujno, da se tudi mi koljemo. Ne? Ja, absolutno. Pri tem še ne pomeni, da mora biti vse politically correct, mora biti historically correct, ker prej ali slej zadeve pridejo na dan. Oziroma, je treba tukaj tudi v zgodovinopisju, v zgodovinskem spominu dati neke vrste prioritete. In kaj hočem se reči? V 20. stoletju se je zgodilo marsikaj. Zdaj bo tukaj lahko zelo različno, pa subjektivno, kaj bomo rekli, da je bilo najvažnejše. Ena izmed najvažnejših zadev je bila druga svetovna vojna. In druga svetovna vojna za to območje, nekoč Julijska krajina, Primorska in Istra, in obenem za osrednjo Slovenijo in za Jugoslavijo, vključeno v kateri je bila vključena Slovenija, se prične aprila 1941.
6. april 1941 je tisti datum, okoli katerega bi morali najprej govoriti. In potem je marsikaj. Seveda na Primorskem in Istri je tudi fašizem, pred tem je Narodni dom. Seveda, to brez nobenega dvoma. Če damo zadeve na tehnico, zgodovinsko tehnico, 6. april 1941. In to je datum, ki je v teh odnosih med Slovenijo in Italijo, glede zgodovine, ga ni. Najpomembnejši datuma ni. Kako rečemo zdaj z drugimi besedami? Letos je bila okrogla obletnica osvoboditve taborišča Rab. Bila je prisotnost institucij iz Slovenije, Hrvaške in ne z Italije. In marsikdo je tukaj povedal, eni malo bolj na glas, eni malo manj, da tukaj smo pa vedno tam. Ja, lahko tukaj jaz sem kot zgodovinar povem, če bi enemu študentu rekel direktno, ja, Rab, predtem je še Ljubljana. Ja, Ljubljana. Mislim, da ni veliko drugih besed. Od aprila 41 do 8. septembra 43. Na začetku leta 42 postane na veliko taborišče s to žico okoli, ne? In ne samo center Ljubljane. Kaj treba še kaj k temu dodati? Ne vem, koliko na slovenski strani je ta poudarek. Ko je prišlo do začetka postopka vračanja, to je pravilni izraz, začetka postopka vračanja 13. julija 2020 v Trstu, ko sta bila prisotna tudi, nista podpisala, sta bila prisotna, kar še nešto, da sta podpisala predsednika Republike Italije, predsednika Republike Slovenije, torej Mattarella in Pahor, sta bila prisotna, Boris Pahor tudi kot ena priča temu podpisu, več je podpisnikov. Sta, kot dobro veste, predtem zjutraj šla na Bazovico, na Bazoviško fojbo in na spomenik 4 ustreljenim leta 1930. Marsikdo je bil tukaj pomisleke. Lahko bi vsej protokolarni avti zaradi protokola so lahko zelo hitri, bi lahko prišli predtem še v Ljubljano, recimo. In potem bi v Italiji bilo jasno, zakaj so bile te fojbe. Ker v tem je problem, da so bile te fojbe, se spomnijo, ja, morda je bil malo fašizem, spomenik bazoviškim junakom je potem pozneje šel popolnoma v pozabo, morda v uri in pol po avtocesti, ma še prej tašni avti lahko odvijo in bi hitro prišel Mattarella v Ljubljano in potem bi šel na Bazovico. In potem bi imel smisel. Kot zgodovinar to rečem. Ko se zgodi to, da je spomin spet in je to dolgo vračanje Narodnega doma in vedno se spomnijo, ja, pričelo se je 13. julija 2020 Mattarella in Pahor, na italijanski strani vedno zdaj ponavljajo, Pahor je šel na fojbo. Na najni prvi predstavitvi knjige, ki je bilo 13. julija 2021 v Narodnem domu, je bil predstavnik dežele, ki je imel kot glavni predstavnik dežele, vse ni važno, Robert je bil. Ja. Je v samem tem svojem kratkem posegu spomnil to in 2-krat, 3-krat rekel, da je Pahor šel na fojbo. Ni pa rekel, da je prišel Mattarella na spomenik bazoviškim junakom. Zgodovinsko tu nekaj manjka. Poleg tiste Ljubljane. Bomo to dočakali, ne vem, jaz sem optimist, lahko samo še to dodam. Tudi zaradi tega je šla, in ko sem prej napovedal knjiga, je šla tudi v italijanskem jeziku, kažem tako, ker imamo tudi na spletu. Naslov je Battesimo di fuoco, ognjeni krst bi bil. Knjiga je šla, in to je zelo pomembno, pri italijanski vsedržavni založbi Il Mulino di Bologna, Il Mulino iz Bologne, in ima vsedržavno distribucijo. In to si upava reči, da je zelo pomemben podatek. Moram tudi reči, da vse sva se marsikdaj znala znajti in tudi se bova
ene institucionalne podpore, vsaka jaz vem, tukaj blaznega podpore ni bilo. Morda niso tako zanimiva. Kaj hočete reči, slovenski oblasti? Ja. Morda se motim. Lahko kaj še o tem, Bor tukaj že me gleda grdo. Ne, zdaj si me malo tem zbodel, oziroma v smislu, jasno, da tukaj ne gre za vprašanje protokola glede Bazovice leta 2020. Tukaj je seveda razumevanje in uporaba zgodovine. Zdaj to bomo seveda lahko kot zgodovinarji analizirali čez nekaj let, zato ker seveda bo potrebno pač počakati na posledice, ampak že zdaj lahko opažava to, kar si tudi ti podčrtal, da v bistvu je, ko se to omenja na italijanski strani, je govor samo o tem, da gre prvi predsednik neke postkomunistične države bil na Bazovski fojbi. Nikoli se ne omenja, niti enkrat se ne omenja tega, da je prvi italijanski predsednik prišel na uradno se pokloniti ustreljenim antifašistom v Bazovici. Bolj poredko se omenja, mi sicer to napiševa, da polovico uradnih predstavnikov, ki se je šlo s predsednikoma na Bazovsko fojbo, se potem ni udeležilo poklona na spomeniku 4 ustreljenim, v bistvu celotna lokalna politična garnitura, ki jim ni bilo treba, tja ni šla, in tudi tisti, ki so šli, kot so uradno povedali v televizijskem intervjuju, so tja šli samo iz institucionalne dolžnosti, zato tukaj potem nam je jasno, zakaj v vseh javnih nastopih zamolčijo spomenik bazoviškim žrtvam, medtem ko izpostavlja samo bazoviško fojbo. Kaj to pomeni, bomo seveda lahko ocenili šele v naslednjih letih. Tako da jaz tukaj mislim, da ni vprašanje protokola, ampak je točno to, kar si prej povedal, da je seveda ta odnos do druge svetovne vojne tukaj popolnoma izostal, kar je seveda iz zgodovinopisnega gledišča, ampak ne samo iz tega zelo problematično. Problematično pa je to tudi, da sva to knjigo napisala, in to mislim, da se vsi ti odnosi, o katerih govorimo, ne gre samo za, vi ste omenili vzdušje v Trstu. Jaz sem prepričan, da ne gre samo za neko tržaško zgodbo, ampak gre za bistveno širše. Tukaj morda bi izkoristil tisti čas po drugi svetovni vojni, ko zgleda, da je, zato ker ko se nekaj omenjamo, ko je nekaj narobe v slovenskih družbenih odnosih, vedno se nekako zatečemo v obdobje fašizma, ki je pač neko varno območje, ker se tega tiče, ker se hudega dogajalo. Potem pa nek razcvet, dobri odnosi po drugi svetovni vojni. Prav gotovo, v primerjavi s prejšnjim obdobjem, daleč od tega. Ampak hkrati pa naj samo izpostavim enega izmed desetina dokumentov, ki jih uporabljava v tej knjigi, je dokument iz arhiva Ufficio Zone di Confine. To je urad za obmejna območja. To je nek urad pri predsedstvu italijanske vlade, ki ga je po drugi svetovni vojni pač tam deloval, in v katerem, zdaj sem končal letnico leta 1949, če se ne motim, v katerem piše, da bodimo pozorni, in to pismo je bilo naslovljeno na zunanje ministrstvo, na notranje ministrstvo, na ministrstvo za pravosodje, zato ker je bilo povezano z namenom goriških Slovencev, da ponovno pridejo do svojega narodnega doma, ki mu v Gorici pravimo Trgovski dom.
No, to pismo je pisalo, pazite, da se te stavbe ne vrne Slovencem, zato, ker če ne, bodo tam zganjali slovenski, slovanski redentizem ali nekaj takega, se točno ne spomnim besede, ampak to je smisel pisma. To ni bilo pismo nekega lokalnega prefekta v Trstu ali Gorici, ni bilo kakega skrajneža, obritoglavca ali kaj podobnega, je šlo za pismo naslovljeno, kot sem rekel prej, na cel kup ministrstev, pod katerim je bil podpisan nihče drug kot Giulio Andreotti, ki je seveda, kot tisti, ki se malo razume, tisti, ki je boki batina, bi rekli po domače, italijanske politike od druge svetovne vojne dalje. No, to nam kaže, da ni šlo prvič za neko marginalno vprašanje, ki bi se tikalo samo nekega Trsta, in ni šlo niti za neko marginalno vprašanje. Tako da mislim, ne da bi z enega dokumenta potem povlekli celoten odgovor na celotno zgodbo, ampak gre še za en indic, ki potrjuje to, da ni šlo samo za neko obrobno zadevico, s katerim bi se ukvarjali samo na simbolni ravni, kot je seveda platnica tele knjige, ker dobro vidimo leta 1947, ko je šlo za protest Slovencev, skratka ne govorimo samo na ravni simbolike, ampak gre za čisto tudi zelo konkretne vprašanja. Evo, o Schengenu, o simbolni ravni, o ulicah in tako dalje, mogoče lahko samo še to, da kako je tudi prek poimenovanja ulic dejansko ta prostor takoj od obdobja po prvi svetovni vojni začel postajati pač domač tudi neki italijanskem prebivalstvu, ki seveda o Banjščici, o Krasu ni imel do takrat seveda najmanjšega pojma. In ki dejansko kaže, kako je jadransko vprašanje v tistem času, po prvi svetovni vojni, in vse, kar se tiče te meje, vse do danes, inštrument za mobilizacijo duhov na nacionalni ravni. No, toliko. Veleposlanik Bojan Grobovšek se je priglasil k besedi. Ja, hvala lepa. Čestitam vam za to knjigo. Najmanj toliko vam še čestitam za prevod, molim, ne? Sem pa vrnil temu. Sem se pred kratkim vrnil iz Baskije. Sem tudi v Berlinu. Berlinika je znana zaradi slike Pabla Picassa, ko simbolizira prvo bombardiranje množično civilnega prebivalstva. Ampak ordi več ali manj je znano, da so to storili grdi Nemci legije Condor. Ni res. Polovica avionov je bilo Italijancev. Ne samo to. Tudi v Duranu prej so bombardirali civilne cilje Italijancev. Ja, malo prej. Tam Nemci. Nemčija se je pozno, ampak 1999 se je Baskom pravičil. Ko vemo, so te zadeve, je Nemčija verjetno edina in tudi zelo daleč, ker je imela samo refleksijo, da so tudi Italiji pravičili Baskom, lepo sprotno. Kaj? Rab, Tarela, lepo. Skratka, v Italiji samo refleksije ni razadela, absolutno nič. Če bo pola tiste knjige, bo triumf, če seveda, še posebej tudi, če bi potem objavili končno v italijanščini, urbi italijanski, poročilo mešane italijansko-spominske komisije. Kar pa vemo, mislim, eklatantno, ponižujoče do nas, to rekli, vi dejte, mi pa tega ne bomo storili. Jaz mislim, da te samorefleksije nikoli ne bo, čas mimo, preslavo. Tisto, kar me nekako, bom rekel, postavljam si vprašanje, dokler je bila še v Italiji neka levica, ki je temeljila na rezistenci, ki je začela delati 43 in na rezistenci tudi prej. Te ljudje so bili lipari, pobijali so jih fašisti in tako naprej. Je vendarle neko ravnotežje bilo, se bi si upal reči, si določene stvari v Italiji skoraj nisi dovolil, lahko desnika, kar zadeva fašizem.
Te rezistence ni več, zelo dobro tudi napolitano, veliko angliško vajarje, je potem ne vemo, kaj je in kako bo vse, kar zadeva vzhodno mejo. Lepo, odlično, da je ta knjiga, ampak kot rečeno, to je nesutečna zlata. Ne samo to, mislim, da se ravno ta zgodba Italija se opravila, oziroma nič ni pravila. Nemčija se je opravila v tem smislu, da je rekla, smo krivi. Italija ne. Mislim, če ni španski germanski vojni, mimo glede, 10krat več je bilo fašistov, italijanskih kot nacistov, nemških med prostovoljci, pobajali v Španiji. To je bilo dobro, ne? Mandat italijanskega stališča. In opustita na nemižen polemček, je dejstvo, da vidva občujeta. Vidva v Sloveniji. Je tudi malo odraz tega. Eno mesec mora tam biti, mora tista italijanska družba dati mesto tam, mislim, če bi se hotel malo kaj povedati. Pa ga ni. Se pravičujem, če je kaj preveč, ampak sem vedno rad pina, ti se pa malo žalost, zrastu, trsto in pravim, ko vidim te zadeve. In je res žalost. Pa. Ja, Jaz moram dati. Evo. Ja, na prvo zadevo, kar ste rekli, je tudi šla knjiga v slovenskem prevodu, v italijanščini se reče Italijani brava gente. To je mit, ki je zelo zakoreninjen, se je pojavil v raznih oblikah, nagrajeni film Mediteraneo, recimo, Salvatoresa. Tam je, vojaki so v Grčiji, nihče se ne spraševal, kaj so delali tam Grči, niso šli na kakšno poletno potovanje. Ja, to, zdaj, tu jaz nimam pravega odgovora, ker vi ste potegnili vzporednico recimo z Nemčijo, ki se je pozno, vendar se je oprostila za eno, pa drugi, več teh spravnih gest je pač prikazala, dokazala. Zelo zanimiva je tukaj knjiga Petra Merkurja, Mednarodna diplomacija sprave. Leta 2005 je šla v Trstu pri manjši založbi Mladika. Prav prikaže te razlike. Tukaj jaz dodajam in nimam odgovora. Se je to Nemčiji potem dolgoročno splačalo, da je s tistimi državami, kjer so se predstavniki nemške države oprostili, da so imeli dobre odnose od kulturnih in greš potem na ekonomske, gospodarske. Ne vem, jaz tukaj pravega odgovora nimam. To bi bilo zanimivo, zakaj se državi splača tudi se pokesati. In v tej knjigi Merkurja zadeve, ta protokol sprave ni tako enostaven. V prvi vrsti je nekaj, kar so v Nemčiji predvsej dosledno naredili, to pomeni historizacija zgodovine oziroma preteklosti, in so v Nemčiji dobili veliko informacij, skoraj dnevno, o tem, kar je nacizem storil in tako dalje. V Italiji se marsikaj piše, marsikatero vredno delo je išlo. Ja, potem izide, je kakšna, recimo, TV fiction, oziroma nadaljevanka po televiziji, ki vse to potem pokvari. Tu kako lahko nekdo reagira? Glejte, večkrat se govori o tem filmu Fascist Legacy, ne? Verjetno ste vsi o tem recimo slišali, ne? Jaz sem v Londonu dobil tudi dokumente o tem, ki so prav dali na razpolago. Zelo zanimiva zadeva, ni tukaj naša. Zanimivo potem pa, kako druge države gledajo na nekaj je, kako Slovenija gleda na Italijo zaradi te neiskrene zgodovine, ne? Ko pa druge države gledajo na Italijo. Ne vem, morda bi bilo v Italiji bilo dobro, da po mojem mnenju razmisli, da bi se skoraj splačalo biti malo bolj iskreni. Moje mnenje tukaj.
Omenili ste komisijo. Ja, moram reči, da sem tudi jaz malo tega kriv, veste. Zdaj vam bom razložil, zakaj. Ker ko je zadeva išla, smo z nekaterimi, konkretno z osebo, kateri je knjiga posvečena, Dejan Kozina, žal je umrl. Je bil zelo dober že tedaj z računalništvom in mi je rekel, ti, ki prenašate zgodovinarje v Ljubljani, ne bi ti vprašal, da bi dali elektronsko obliko, da bi dali na splet zadevo, ker pač na spletu zadeve postajajo vedno bolj popularne. In sem se pozanimal, vprašali tudi založbo, mislim celo na MZZ, takrat smo vprašali, zdaj ne spomnim se, če je bilo pisno, ustno, tega se ne moram spomniti. Torej, da smo dali online v 3 jezikih avtorizirano verzijo tega poročila. Slovenščini, italijanščini in angleški prevod. Avtorizirana verzija, ker so krožile in krožijo še vedno kakšne verzije, ki niso bile avtorizirane. In ko je prišlo eno vprašanje v italijanskem parlamentu, mislim 2008, zakaj Italija tega ni še objavila, tega poročila, odgovor pisni italijanskega zunanjega ministrstva je bilo, saj je na internetu in je naveden ta link tukaj. Zaradi tega je moja sokrivda. Italija je lovila, italijanska levica, tista zgodovinska, ki je bila zraven, jaz tukaj ne bi pozabil, ne samo klasično levico, najpomembnejša je bila recimo komunistična partija Italije, seveda, Partito Comunista Italiano, ne, pa so tudi recimo nekateri drugi, ki so doživeli in so ustvarili to rezistenco. Ja, ko so bili oni živi, je bilo drugače. Čeprav, po mojem mnenju, če me vprašate, kdo ima največ zaslug, recimo za zakon v Italiji spominjanja, najbolj znan pod tem zakon Fojbe in Exodusu, uradno se ne tako imenujemo, vseeno, ni desnica, je levica. Je levica, ker je prepustila, je iskala ravnotežje. Konkretno je bil ta Stelio Spadaro, ki je bil glavni te stranke v Trstu. Desnica smo že vedeli, kaj želi. Ta levica ali pa leva sredina tukaj se je odločila, da gre v to smer. Leta 1998 je že srečno znano Violante Fini v Trstu, ki ima tisti namen, da se spraviti v Italijo glede pretekle zgodovine, predvsem druge svetovne vojne in fašizma, vendar nekatere zadeve so se zgodile grde, umazane in je nek krivec in glavni krivec, še pa večja krivda, torej pri Slovanih. Zelo lahka zadeva. Govorim kot zgodovinar, ne kot diplomat, ste se razumeli. Se to vaše vprašanje ni bilo ravno čisto diplomatsko, da verjetno privoščite. Jaz bom tudi en par zadev, čeprav bi zahtevali verjetno en cel večer samo zato na te teme, ki ste jih vi načeli, sama od Nemčiji in tako naprej. Gre seveda za, ste rekli, žalostno zgodbo, no, če konec koncev je potem po drugi strani pa nama daje možnost, da delamo v Sloveniji, ker konec koncev sploh ni tako slabo, tako da po eni strani mogoče res žalostno, po drugi pa vsaka, tudi v tem smislu ni nič narobe. Je pa to, kar ste omenili glede Nemčije, po mojem ne gre samo za problem Italije, ampak gre za neko evropsko vprašanje, ker razen Nemčije so nobena druga država, seveda nobena ni bila tako vključena v tem smislu, ampak poznamo en kup različnih kolaboracionizmov, en krog zgodb od NDH do Viširske Francije in tako naprej. Skratka, in mislim, da razen Nemčije dejansko ene samorefleksije, bolj ali manj, je malo katera država opravila tako, kot je Nemčija, seveda. Ker izhaja tudi Jasno, tukaj seveda je razlika, seveda tukaj treba potrebno to upoštevati, prav gotovo, o tem se strinjam. Je pa seveda, da so to izkoristile potem druge države, v tem seveda mojster Italija, ki je
tukaj seveda, kar se tega tiče, zelo mojstrsko uporabila to svojo ambivalentnost v času druge svetovne vojne, pač iz leta 1943, padec fašizma, potem na strani seveda kot soborka na strani zavezniških sil. Skratka, to je potem seveda primerno naučila v nekem kontekstu hladne vojne, kjer se je pač to svoj položaj dobro izkoristila in nikomur ni bilo preveč mar oziroma se ni splačalo tega njenega položaja postavljati v dvom. Italije niso razklali na pol, kot bi jo lahko, recimo kot so Nemčijo, ki so na vzhod in zahod. Italijo bi lahko komotno sever in jug, če bi se recimo, ker je bila, kralj je bil na jugu, na severu je bila Republika Sociale Italijana, nekako do polovice države, ki so jo sicer potem zavezniki prebili, to linija Gote, kot se je imenovala. Ampak če bi recimo zadeve šle za malenkost drugače, da bi se kdo odločil, pač se s tem splača pač eno drugačno strategijo zavzeti, potem bi pač ne bi bilo, nam se ne bi zdelo čudno, ko se nam ne zdi, da je bila pač čisto normalno vzhodna in zahodna Nemčija, bi lahko danes govorili o južni in severni Italiji, recimo, ne. Zdaj, seveda, mi zgodovinarji ne operiramo s čeji, ampak dejansko je to en scenarij, ki leta 1944 ni bil nemogoč. Seveda se to ni zgodilo, to se je zgodilo z Nemčijo in zato seveda je prišlo do nekega scenarija, v katerem hladne vojne, v katerem se nobenemu ni splačalo ali pa malo komu se je to splačalo, to vlogo Italije v času fašizma ali pa tudi v času vojne in tudi v času fašizma, kot ste omenili, seveda Španijo, lahko bi omenili vlogo v kolonijah in v Afriki in tako naprej. Skratka, en cel kup, ki se seveda danes začenja nekako malenkostno utirati pot v neki italijanski zavesti. Ta vloga v kolonijah. Skratka, je tukaj en širši kontekst, ki je treba zdaj upoštevati in v katerem po mojem je tudi neka krivda na slovenski strani, ker smo dovolili, da je in tam pripomogli, da je to lahko Italija počela. In v bistvu prvič, da se s tem vprašanjem dejansko nekaj časa nismo ukvarjali in prepuščali pač to kot nekaj obrobnega. In drugič, namesto, da bi na odgovore, pač, oziroma na to tendenco prikazovanja zgodovine odgovarjali, vsaj kot se zaenkrat pokaže, zgleda, če le gledamo za nazaj, nekako neprimerno, če smo zdaj v stanju, v katerem smo, ki ga večina ocenjuje kot dejansko lahko še enkrat uporabim izraz neprimernega, ampak takega, kot dejansko ugotavljamo, v katerem je en kup pomanjkljivosti. Pomeni, da je bila kaka napaka storjena in ki pač jo bo potrebno analizirati vsak z svoje strani. Mi kot zgodovinarji, verjetno slovenska država, če si bo želela te stvari razčistiti in ne ponavljati napak v prihodnje, verjetno tudi bo morala pač narediti neko analizo, zakaj smo v takim situaciji. Ja, 3 roke sem videl, zdaj moje kotičko sem videl najprej doktorja Šumrado. Prosim, imaš besedo. Hvala. Mislim, da je zadnja diskusija, ključna za razumevanje vprašanja, ki si ga postavil ti, Ne smemo pozabiti, da je Italija končala vojno kot Italija obeligerante, kar pomeni, da je končala vojno na strani zaveznikov. Vemo, kako je to uspelo, običajno diplomatsko spretnostjo, značilno za to kulturo in za to državo. In moramo biti pripravljeni sprejeti konsekvence, ki so se zgodile. Točno tako. Italija ni bila razdeljena na zavezniške cone,
Tako je dobila lastno vlado, na referendumu je kompromitirano monarhijo zamenjala Republika Italijana in tako naprej. Drugo dejstvo, ki je ključno, je to, kar je govoril Boris Bajc. Izjemna spretnost pri instrumentalizaciji zgodovinskega spomina, kjer ti jemlješ tisto, kar ti odgovarja, in tisto tudi, bom rekel, pri tistih resnicah tudi vztrajaš. To mi vse čas počnejo. Samo še kratek komentar na tajno Etiopijo, na ne vem, kaj ste še govorili, o Rabu, ja. Mi imamo pred nosom tukaj, 20 km stran od Ljubljane, operacione Primavera. Ki nam je lahko kar dober, bom rekel, pokazatelj zločinskih operacij italijanskih oboroženih sil v letu 2022, kjer so bili ugotovljeni vsi, bom rekel, vodilni načrtovalci in vodilni komandanti te operacije, ki smo ne samo roatarji v boku, če kdo spodaj, ki pa nihče od njih ni nikoli odgovarjal. Zakaj? Zaradi tega, kot ste dobro rekel, ker je ob preobrnitvi Sukniča prišlo tudi do globalnega prerazporejanja sil med zahodno in pa komunistično Evropo, kjer je Italija takoj prevzela svojo vlogo. Spomnimo se na Gladio, recimo, in tako naprej, da ne gremo preveč v detalje. Jaz se torej ne bi tako čudil na to specifično vlogo Italije že leta 45 in tako naprej, v primerjavi z Nemčijo. Bi se pa čudil tudi jaz nad tem, kako pasivna je bila vedno politika neodvisne slovenske države do zahodne sosede. Kako nismo znali unovčiti tega, kar je na zgodovinski tehnici za nas neizmerno pozitivno. Tega nismo znali, nismo hoteli, težko rečem. V imenu zedinjene Evrope bi morali vendarle na marsikaj misliti. Lahko gremo preko tega, ne bomo pa pozabili. Mi smo pa pozabili. To ni samo kritika, jaz nisem nikoli sodeloval pri oblikovanju slovenskih politik. Hvala. Dr. Fink. Ja, hvala lepa. Kratko vprašanje. Iz vašega izvajanja, gospod profesor, bi človek lahko zaključil, da imamo eno obdobje fašizma, ki ga imenujem recimo leta 1920-22, ustanovitev stranke, pogod na Rim, pa to, do, dokler hočete recimo septembra 1943 ali pa kaj čez. Torej tisto bi jaz imenoval obdobje trdega pravega fašizma. Potem imamo naj bi nek postfašizem, ki lahko pride celo do danes, kot vi izvajate. Mene pa zanima to, kar ste tudi vi omenili oziroma nakazali, da naj bi temelji fašizma bili že v 19. stoletju, kot ste vi eksplicite rekli. Mene ta del zanima, zato ker me zanima, odkje je torej to prišlo, odkje se je Mussolini prikazal svojo kar nalepam salto mortale, spet tipičen, o tem je bilo zdaj veliko govora, tipičen italijanski, skoraj bi rekel machiavellističen salto mortale, ko je Mussolini socialist, kar nalepam ustanovil eno desničarsko, ultradesničarsko stranko, odkje je zdaj to prišlo? In vi pravite iz 19. stoletja. Jaz bi mislil, da je to tudi tako in imam svojo zamisel o tem, ampak me zanima, kako kje vidite vi te silnice v 19. stoletju, ali je to za vas širše po Evropi, ali se to nanaša bolj na Italijo, predvsem do združenja Italije. Kako bi vi to odgovorili, če se da? No?
Še eno vprašanje. Ja. Gospod Ivan. Ja, jaz bi kar tole nadaljeval to vprašanje, ki ga je gospod Pik naprej. Pred nastankom fašizma, tako da kažemo, da je bilo nekaj Glasneje. bourgeoisne elite. A ni danes tudi nekaj podobnega možno zaslediti v okviru Evropske unije, ker vladajoče elite mnogokrat razočarajo volivce, se pravi nas vse tukaj z določenimi dejanji, ki so nemoralni, tako za leve kot za desne. Potem se pa pojavi neka ideologija, ki se predstavlja, da je čista, pure, bodi si leva ali desna. Takrat je bil to fašizem, danes pa ne. Ja. Še eno vprašanje, da ne bomo s tem zaključili. Gospa Silva Črnugelj. Ta knjiga je seveda ena izmed knjig, dobrodošla, mislim, način obujanja spomina in utrjevanja spomina, mislim, na neke dogodke, ki so se dogajali, ki so bili mučni za marsikoga. Seveda predtem je bilo dosti tega, kar se dogaja in je tudi zapisano, ampak mislim, da so vse te akcije, ki jih imamo zdaj, založniki v Sloveniji, politiki, enako, vedno dobrodošli. Ker, gledajte, prebirala sem tudi kupila knjigo Elka Govetija, Kaj pa pojde, in mislim, da treba nadaljevati, kljub temu, da je vse žalostno, kako in na kakšen način Italijani znajo spretno izkoristiti svoja znanja, diplomatsko obračanje in metafore in tako in drugače. Ampak jaz mislim, da ni treba izgubiti upanja. Kljub temu, da je Slovencev daleč manj, mislim, imela sem možnost, ker popravljam arhive pokojnega očeta in matere, dobiti brošuro popisa Slovencev v Julijski krajini iz leta 1910. Neverjetno, mislim, Slovencev je danes 90% manj. To pomeni, da ta politika, ker oni imajo načrtno politiko, tako ali drugače, skozi stranke ali gospodarske združenja, da pač na en način vse, ki bi tako ali drugače ogrožali, jih anulirajo. Slovenija kot država, to vem, ker so bila tudi poslanka, mislim, ne nazadnje mestna svetnica, je precej sredstev dala, pač lahko da za del založniške dejavnosti, ampak to ni dovolj. Mislim, Italijani so neskončno dobri propagandisti in ko sem poslušala predstavitev in na en način tudi človek preko jamranja in jokanja Elika Govetija, kako hodi po šolah in ni odziva v italijanski javnosti, vemo pa, kako so danes medijem streže in da bez nekih dogovorov, pa tudi medijskih način, ne bomo uspeli, mislim, več narediti. Da je tole začetek vračanja narodnega doma, sem se zavedala, ko sem brala nekatera poročila in berem redno novi naredili. To je res le začetek. Hvala lepa. Ja, hvala lepa. Jaz mislim, da bi Ja, imasta precej. Ja, imamo tukaj še za eno predstavitev, zato ker gre seveda za en kup, mislim, vsa vprašanja nekako se dotikajo enih tem, ki smo jih načela v knjigi. Bom začel kar od koncem, potem šel nazaj v smislu tega, kar ste omenili glede nacionalnega vprašanja, ki je konec koncev v bistvu eden izmed tistih ključnih elementov nacionalizacije množic, ki se rodi v 19. stoletju. Ideja nacije, ki ima kot ambicijo združiti znotraj enega teritorija vse svoje državljane in jih narediti pač tiste etnije, tistega naroda, je seveda cilj, ki ga ima
nacionalna ideja. Znotraj ene države, pripadniki enega naroda. Eni to počnejo na en način, eni počnejo na drug način, ampak seveda to je bila tudi ta ideja, ki jo je posrkala nacionalistično gibanje v Italiji, ki je bilo v letih pred Prvo svetovno vojno, od konca 19. stoletja dalje, zelo močno. No in tam se mi zdi, da v teh prvinah nacionalizma, ki potem dobi tudi eno svojo kolonialno dimenzijo z sloganom posto al sole, v bistvu tudi mi bomo imeli svoje mesto pod soncem v Afriki, skratka ta imperialna dimenzija, se to seveda postane del nekega nacionalnega prestiža v letih pred Prvo svetovno vojno. Vlada Crispija in tako naprej. To, kar spremeni in to, kar naredi možno Mussolinija, kjer se iz nekega socialista spremeni v vodjo fašističnega gibanja, ki v svoji osnovi ima tudi neke levičarske, recimo, prvine, ta socialni aspekt, recimo, v svoji osnovi. Takrat fašizem je bil ena zelo heterogena skupina posameznikov, idej in tako naprej in tako naprej. Kaj naredi možno Mussolinija, da postane to, kar postane, je seveda preobrat, ki spremeni Prva svetovna vojna. Tam se vidi, kje so socialisti, ki so proti vojni, in Mussolini, ki se seveda postavi med intervencioniste, oziroma to ga potem seveda loči od ostalih klasičnih socialistov, ki seveda ni, da je edini, ki se seveda postavi za vojno, ampak je seveda to eden izmed tistih, ki uspe potem pridobiti primat tega gibanja, ker tudi samo po sebi ni avtomatično. D'Annunzio je bil njegov konkurent vse do zadnjega, ki ga potem seveda postavijo ob stran, zato ker in ga pač pošljajo, to je po mojem tukaj je še potrebno marsikaj delati, ampak je dejansko D'Annunzio ena taka figura, ki tudi opravlja umazane posle, in v trenutku, ko so ti v bistvu nesprejemljivi, ga potem čisto enostavno odrežejo in ga umaknejo, potem gre tja nekam v Niagarsko jezero, v eksil in dejansko pozabljen, ki nima več pomena. Tako da je s tem povedal, zato ta Mussolini je štartal svojo v ideji kot taki, ki se rodi v 19. stoletju. To nacionalistična ideja z imperialnimi ambicijami. In seveda, ko to je možno in ko se to v času, po vojnem času zgodi v praksi, dejansko ne smemo pomisliti, ne smemo pozabiti, da je ideja o Dalmaciji, da gre to za pravični plen iz Prve svetovne vojne, ne gre samo za fašiste, ampak je to mobiliziralo celotno Italijo in večina Italijanov stoji za geslom, da je Dalmacija Italijana. Dalmacija je italijanski plen. Potem dejansko uspela nekako te zadeve ločiti in se nekako domenijo ala Istra in Julijska krajina Italijanom, Dalmacija po večini Jugoslovanom, ampak dejansko postane ta ideja, da smo izgubili Dalmacijo, la Vittoria mutilata, dejansko eno izmed mobilizacijskih gesel v italijanskem povojnem prostoru. Tako da tukaj ima, ne bom rekel, da se iz tega rodi fašizem, ampak prav gotovo ima ta ideja in ta jadranska dimenzija svojo vlogo pri napajanju fašizma, ki bi ga težko, zdaj ga mi sicer imenujemo v ednini, ampak seveda, tako kot je raznolika Italija, tako so raznoliki tudi njeni fašizmi. Tako da si ti imel seveda, ene bil milanski fašizem, nekaj je bil fašizem v Apuliji, nekaj drugega je bil tržaški fašizem, nekaj je bil seveda fašizem nekaj druge. Skratka, to uspe zelo dobro Mussolini pač jahati tega raznolikega konja. Evo, če tako zelo nekratko povzamem, da ne bom predolg, ampak bi se rad zaustavil še na tem pri propagandi in pri s tem, s katerim ste začeli, gospod Šumer, da se strinjam z vami glede odnosa Slovenije, ker tukaj tudi imamo seveda problem.
si bom dovolil, ne samo, da nismo vedeli unovčiti tega kapitala, moralnega kapitala, ampak jaz bi si upam trditi, seveda, ne, zdaj bo potrebne še drugačne analize, kljub samo sem samo zgodovinar, tako da vidim samo delno, nekatera zadeva bo treba počakati še malo časa, ampak ne, da nismo uspeli unovčiti, ampak smo uspeli zapraviti en ogromen moralni kapital, ki smo ga imeli po drugi svetovni vojni in ki bi ga lahko nadaljevali v 90-ih letih v času samostojne Slovenije, seveda so bile povezave z preteklostjo v socialistične Jugoslavije, seveda nekoliko od 90-ih let dalje nekoliko problematične. Morda je to razlog, v tem trenutku lahko samo špekuliram, tu so, kot sem rekel, bodo potrebne dodatne analize, ampak dejansko smo ta moralni kapital, ki smo ga imeli, ki ga je svet priznaval, kljub majhnosti ali pa Jugoslavije, kljub temu Slovenije dejansko, in smo ga imeli kljub majhnosti, nesorazmerju, recimo med državama, ki je seveda tudi potrebno upoštevati, tukaj vam, ki ste pač v tem vešči, v diplomaciji je seveda to dobro veste boljše od mene, no jaz mislim, da tukaj tiči ena izmed glavnih vprašanj, ki si jih moramo postaviti za nazaj in za naprej. Ja, jaz bom skušal dati samo ene zelo kratke komentarje in bom pa zaključil tudi optimistično, ker sem optimist po naravi tudi. Da kompenziramo. Ja, ma ne. Ja, to, ki je rečeno danes v Evropi problem fašizma, neofašizma. Ja, mislim, da, čeprav nisem jasen ekspert ker to so tudi politike spominjanja, ne, in kako jih kreirati, pa vendar. Imeli smo, če tukaj zelo poenostavim, vendar, ko govorimo o neofašizmu in fašizmu, moramo tudi vedeti, da v bistvu imamo pred sabo širše skupine ljudi, volivce, in je treba kakšno tudi poenostavljeno zadeve reči. In je, glede 20. stoletja, je nekaj zadev zelo poenostavljenih. Nekje so bili zmagovalci, med sabo tudi zelo različni, nekateri so tukaj bili pač poraženci. Na zmagovalni strani je bila evforija in se določene napake, ki se v vsaki vojni zgodijo, in druga svetovna vojna je bila najslabša, najkrutejša v človeški zgodovini, so se zgodile. Ta stran zmagovalna je na svoje napake, gotovo jih ni dajala navzven, jih je večkrat zamolčala. Ne, zgodovino je treba vzeti ne kot neke vrste market, samo tisto, kar nam je všeč. Vse. In bi morali imeti korajžo vse vzeti in pri tem bi se pokazal tudi tisto, kar je naslov te knjige, in to se moramo zahvaliti, poleg tega, da so nas prejeli pri Cankarjevi založbi tudi za naslov. Naslov so dali v založbi. Založba je takoj sprejela našo idejo, tudi to je treba reči. Ogenj, ki je zajel Evropo. Kako je ta ogenj zajel Evropo? Zakaj je lahko zajel Evropo? Zgodovine imamo tiščeji, pa vendar. V Italiji so imeli vse možnosti in vse vzvode, da tisti ogenj fašistični je koliko po svoje tudi simbol tega požiga Narodnega doma, to bi lahko zaustavili. Fašizem je bil za tedanje elite funkcionalen in so ga podpirali in potem fašizem jih je v bistvu prelisičil. Ja, samo da fašizem je bil prej. Ne? In tam nacisti so se učili in potem so bili še boljši od učitelja. Ne? To hoče reči. Zdaj tega naslov je in zgodba je širša. Tukaj, konkretno, takrat oktobra leta 2022, ko gre ta pohod na Rim, 2 bataljona vojakov in bi jih ustavili. Fizično. Glede tega, da so Italijani spretni, ja, so. Po mojem mnenju niso niti edini.
Jaz bom rekel tako, malce tudi avtokritike. Namesto, da bi gledali pri Slovencih, kako jim vedno nekaj uspe, dajmo se naučiti, kako jim ne uspe. In ne biti recimo tudi pri tem naivni. Ne bo vse nastalo hitro, se moraš učiti. Nenazadnje, tradicija italijanske diplomacije je daljša. Lahko pa se nekaj naučiš. Ja, Italija zaključi vojno v nejasnem statusu. Je pa res, da 10. februarja 1947 podpiše na poraženi strani in s tem tudi v bistvu nekaj isto zgubi. Ne? Samo tukaj, če gledamo, kako so oni zadevo prikazali, namesto da bi dan spomina na Foiben Exodus vključili še tole in razložili, zakaj, kdo je odgovoren, da je pravzaprav prišlo do te tragedije, tukaj so zamešali karte in niso svojim lastnim povedali celotne resnice. Ne? Zaključen z optimizem, z dejstvi, ki so. Morda malo prepozno glede na, bi moral biti kakšno desetletje prej, pa vendarle. 29. septembra, pred nekaj dnevi, je bila otvoritev ene sicer manjše razstave, pri kateri sem sodeloval, zato vem največ o enem glasbeniku Ubald Vrabec iz Trsta in smo jo pripravili dvojezično, slovenščini, italijanščini, in je bila ta otvoritev tokrat v italijanskih prostorih v konservatoriju v Tartini. To je en dober uspeh, po mojem mnenju. Če sem direkten, problem je, da na tej otvoritvi, upam, da zdaj bo veliko italijanskih interesentov, na tej otvoritvi so bili samo Slovenci. Okay, prvi korak pa je, da je v enem takšnem prostoru prestižnem v Tartiniju ena slovenska zadeva. Druga zadeva, ki je napovedana 11. oktobra, čez nekaj dni, bo tudi predsednica Republike Slovenije prisotna, če sem pravilno razumel, ne bo uradni obisk, pa vendar vsekakor bo prisotna. Ne vemo, bo datum, ko bo formalno so zaključena dela, da se bojo morali še kakšno zadevo še vedno urediti, končno Narodni dom pri Svetem Ivanu. To se zadeva vleče. Če gremo v zgodovino, ta Narodni dom je bil leta 1921, ko je bil že požgan ta osrednji Narodni dom v Trstu, leta 1921, je bil tudi ta Svetoivanski požgan, je bil požgan tudi v Rojanu in tudi v Barkoljah. To je cela serija teh domov. Kako bo slovenska diplomacija ta kapital, ki ga je, rečemo, ali slovenska družba, ki ga je, ko smo slišali, tudi deloma zapravila, kako ga bo lahko vsaj deloma pridobila nazaj, ker argumentov je veliko, da se vam omenil samo tega, še drugi požigi so bili. Z znanjem tudi. Očitno je znanje tudi malo premalo, kalkulacije so. Če ti imaš veliko znanje, v pravem trenutku lahko tudi pravilno poveš. Kako boš imel veliko znanja glede teh argumentov? Ja, zgodovina je pomembna, ni edina, je zelo pomembna. Kaj čemo? Na to ne pozabiti. Zaradi tega najlepša hvala za vaše povabilo. Ja. Težko je zaključiti tako zanimivo razpravo. Zahvaljujem se obema, doktorju Klamjanu in doktorju Bajcu, za ta izjemno zanimiv prikaz razmer, kakršne so, ki so povezane z tem požigom, in posledice se čutijo še danes. Skratka, lahko bi govorili še dolgo, vendar ura je vendarle zelo pozna, zato jaz to razpravo z nekim, rekel, željo, da bomo lepega dne to nadaljevali, zaključujem.